Danes smo imeli predstavitev projekta Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi, in sicer projekt poteka že 10. leto. Največja težava, ki jo sam opažam kot uporabnik invalidskega vozička, posebej v javnem potniškem prometu, zelo veliko potujem z vlakom, namreč dnevno migriram v službo in nazaj, vidim predvsem v nedostopnosti infrastrukture, se pravi infrastruktura, govorimo o železniških postajah, govorimo o dostopni poti do perona, največkrat gre za nasut pesek, ki ni primeren za invalidske vozičke, namreč invalidski voziček se udre in se ne moreš premikati, kot tudi sam peron. Sami peroni so prenizki glede na nove vlake, ki so jih nabavili pri slovenskih železnicah. Namreč, ko se raztegne tista stopnica pri vstopu noter, je potrebna klančina. Klančino pa ti dajo le ob napovedi, ki je pa 24 ur prej za samo potovanje. Zdaj pa, če si predstavljate, jaz dnevno migriram, to pomeni, da bi mogel 10-krat na teden klicati na železniško postajo, da potrebujem rampo za vstop, da bi bil enakovredno obravnavan kot ostali potniki. Dostopnost prostora se je v zadnjih letih močno izboljšala. Sploh če primerjam 40 let nazaj, pa danes je fizična dostopnost boljša. Zboljšala se je tudi ozaveščenost ljudi. So pa še kar nekaj stvari za narediti. Javni objekti v mestni občini Ljubljana so dokaj dostopni, večinoma bolj kot republiški objekti. Mogoče je to tudi rezultat dolgega dela mestne občine Ljubljana. Seveda za nas so zelo pomembne dostopne sanitarije. Tako na področju javnih sanitarij v mestu Ljubljana je kar nekaj dostopnih, je pa problem pri zasebnih restavracijah, gostilnah. Tam pa najdemo izjemno malo dostopnih sanitarij. Mi smo na projektu Multimodalna mobilnost popisali 8100 ovir, ki jih morajo, vedno me vprašajo, kdo mora pa zdaj to spremeniti, ne? To mora spremeniti lastnik ali upravljalec. Naprimer, če je lastnik občina Pločnika in tega, ga mora prilagoditi občina. Če je lastnik nekega objekta, recimo zdravstveni dom, potem mora to prilagoditi zdravstveni dom. Invalidi si želimo biti del družbe, si želimo biti del aktivne družbe, kar pomeni, da hodimo v šolo, hodimo na športne prireditve, hodimo v službo, imamo svoje družine nenazadnje. In ta nedostopnost teh infrastrukture nas dejansko izključuje. Izključevanje v letu 2025 v Sloveniji, ki sodi med razvite države, ni na mestu. Zavezujejo nas pa tudi roki, ki so določeni v zakonih, kot je zimi. Namreč do konca letošnjega leta morajo biti objekti v javni rabi dostopni za vse invalide, vendar se invalidi bojimo, da smo tukaj kot država pogrnili. Ker se danes približuje iztek zimija in dostopnost vseh javnih zgradb decembra, zdajle junija začne veljati Evropska direktiva o dostopnosti storitev, ki posega tudi v zasebni sektor, ki bo moral biti prilagojen. Dostopnost spletišče tako bi že morala biti javnih inštitucij od leta 2018. Lažje zapisati v zakonodajo, kot pa potem spremeniti. Vendar jaz mislim, da moramo iti lepo postopno naprej z ozaveščanjem, predvsem kaj mora kdo napraviti. Nekateri seveda čisto točno ne vedo celo, da morajo te stvari napraviti, ampak lepo postopno tudi potem, ko je iztek roka, je verjetno stvar inšpektorja ali kakorkoli, da gre najprej za opozorilo, potem pa mogoče tudi včasih za kakšno vsaj simbolično kazen, da se stvar iz mrtve točke premakne v eno operativno dejanje. Menim, da ustanavljanje nekih svetov za invalide ali nekaj podobnega v okviru občin je zelo dobra praksa. Ker mislim, da v Ljubljani je ta svet prinesel kar dosti dobrih rezultatov na področju dostopnosti. Zato recimo pozivam občine ali lokalne skupnosti, da ustanavljajo podobne
posvetovalna telesa, kjer lahko vključijo predstavnike ranljivih skupin oziroma različnih vrst oviranosti. Pa še naslednja pobuda, slišim in vem, da občine ustanavljajo oziroma imajo te prostoferije ali nekaj podobnega. Zelo malo ali sploh ne vem, če poznam katero občino, da bi imela to prostoferija dostopnega za gibalno ovirane osebe. Se pravi, pozivam, ko bodo občine kupovale recimo kakšna vozila, da bi bila ta vozila tudi dostopna za osebe na invalidskih vozičkih. Saj vemo, nismo samo invalidi, ampak je to vedno več starejših ljudi, ki so tudi uporabniki invalidskih vozičkih in tudi ti morajo iti na preglede k zdravnikom ali pa pač po drugih opravkih.